Studio ob 17. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Kot verjetno že veste, bo Slovenija januarja prihodnje leto postala nova nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov za prihodnji 2 leti. Na včerajšnjem glasovanju v Generalni skupščini je dobila 153 glasov podpore, proti kandidatka Belorusija pa 38. Gre za velik, celo izjemen uspeh slovenske diplomacije, s katerim je bilo nagrajeno trdo delo ter številna diplomatska potovanja in lobiranje po vsem svetu v minulih mesecih. Z našimi gosti bomo ocenili rezultat glasovanja, predvsem pa pogledali naprej, kaj čaka slovensko diplomacijo v naslednjih mesecih do članstva in seveda med članstvom v Varnostnem svetu. Z nami so dolgoletni diplomat, veleposlanik Roman Kirn, lepo pozdravljeni. Dober dan. Profesor mednarodnih odnosov na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, dr. Boštjan Udovič. Dober dan. Na sedežu OZN v New Yorku pozdravljam državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Samuela Žbogarja. Prek povezave pa je z nami tudi naš ameriški dopisnik Andrej Stopar. Lep pozdrav tudi v New York. Andrej, pa začniva midva, torej spremljal si samo glasovanje v palači OZN v New Yorku. Kako je bilo videti, kakšni so vtisi po prespani noči? Je pred glasovanjem prevladoval optimizem v slovenski delegaciji? Naklonjenost, prepričljivo večino držav, ki so napovedali, da bodo glasovali za Slovenijo. Tako da optimizem je bil uradno zmeren, ampak mislim, da iz dneva v dan je bil ta odmerek intenzivnejši. Andrej, kakšno pa je bilo zanimanje novinarjev za to glasovanje in tudi nasploh za slovensko kandidaturo? Biti dopisnik iz Združenih narodov je nekoliko drugače kot sicer. Tako da tukaj je novinarjev zmeraj zelo veliko. Bil sem pozoren, kaj so pravzaprav začeli spraševati, kaj so bila tista prva vprašanja potem, ko je naša delegacija prišla iz dvorane Generalne skupščine. In mislim, da so bila vprašanja pravzaprav namenjena temu, o čemu se vsi sprašujemo. Namreč tako Belorusija na eni strani, kot Slovenija na drugi strani, vsaka sta članici nekih državnih nadnacionalnih povezav, ki zelo opredeljujejo njuno delo, držo v mednarodnem prostoru in tako naprej. In vprašanja novinarska so bila predvsej namenjena temu, kako bo Slovenija izražala svojo neodvisno držo kot članica NATO, kot članica Evropske unije. O tem smo ves čas tudi razpravljali mi sami, o tem so se pogovarjali z ljudmi, z našimi diplomati tukaj. Ni to tolikšna težava. Seveda, Slovenija velja za kandidatko Zahoda, ker je del Zahoda, ker je del teh mednarodnih povezav. Obenem pa je lahko tudi to prednost, kajti Slovenija lahko, kot jaz pač vidim te stvari, del nekih agent vnaša v eno in v drugo smer kot članica Varnostnega sveta. Mislim, da je to izjemna priložnost in to je novinarje tukaj tudi zanimalo, kako nameravamo to udejanjiti. Še to, predstavniki drugih držav in tudi novinarji so omenjali, da je Slovenija imela odlično kampanjo tokrat. Da, to je bilo zelo opazno in slišno, kajti ko so prihajali diplomati in čestitali, bodisi ministrici
bodisi komu iz delegacije. Običajno so to naredili z besedami, kampanja je bila izjemna. Kampanja je bila zelo kratka, krajša v primerjavi z običajnimi, ki so tukaj 10 ali celo več let, ampak je bila izjemno intenzivna. Veliko je naredila naša misija tukaj. Ministrica in delegacija so ogromno potovali. Zelo zgovorno je bilo opazovati, kakšna je podpora afriških držav, kajti Afriko smo na nek način začeli odkrivati. Zdaj, tam nimamo veliko stalno, eno stalno predstavništvo, zdaj se odpira drugo. Tako da, to so zanimivo opazovati vse te odzive. Kampanja je očitno res padla tukaj na plodna tla. Andrej, ker imaš še drugo delo, se bova na tej točki poslovila. Najlepša hvala, jaz se poslavljam in mikrofon predajam državnemu sekretarju, gospodu Žbogarju. In gospod Žbogar, upam, da se že slišimo. Halo, dober dan. Ja, lep pozdrav tudi vam v New York. Torej, gospod Žbogar, napetost, ki je verjetno vladala v zadnjih tednih, dneh pred glasovanjem, je popustila. Kakšni so vaši vtisi o glasovanju po, upam, da prespani noči? Ja, napetost je popustila, mislim, da je tudi adrenalin malo popustil, tako da smo vsi kar malo utrujeni danes in zaspani. Občutki so bili izjemni. Mislim, da nas je še posebej radostilo, da je celotna Slovenija slavila z nami. Mislim, da je to bil res mogoče prvič v zunanji politiki oziroma v diplomaciji, da smo bili deležni, da je prisotni, da je celotna slovenska javnost navdušeno spremljala en naš tak uspeh v zunanji politiki. Tako da to je bilo še tisto posebno zadovoljstvo, seveda osnovno zadovoljstvo je bilo pa, da smo zmagali v prvem krogu s tako veliko večino, ki si jo tudi sami nismo uspeli upati. 3/4 držav je glasovalo za nas. Mislim, da v zgodovini verjetno bi težko našli še kakšno takšno tekmo, kjer bi obstala taka velika razlika med dvema državama in to že v prvem krogu. Tako da to je bilo tisto navdušenje, ki smo ga čutili včeraj in seveda, ki se še nadaljuje. Ko se ozrete nazaj na kampanjo, kako naporna, kako intenzivna je bila pravzaprav ta kampanja za relativno majhen slovenski diplomatski aparat? Naporna je bila, najbolj seveda bila naporna za ministrico, ki je nas vzela največje breme, vendarle je minister tisti, ki predstavlja državo zunaj in je tudi šla čisto na vsako pot, ki smo ji predlagali, tako da je bila non-stop na poti, veliko je žrtvovala za to. Potem pa seveda smo hvaležni za vse napore, predsednica države se je zelo angažirala, predsednica državnega zbora, predsednik vlade, ministri vlade, tako da veliko ljudi je bilo angažiranih. Kar se pa diplomacije tiče, je zelo veliko naših veleposlanikov tudi vzelo to kampanjo za svojo in so v svojih državah, kjer so prirejali sprejemne, prirejali okrogle mize, se pogovarjali z veleposlaniki. Mislim, da je bil resnično to en tak timski projekt in zato je tudi uspel. No, z nami v studiu tudi gospod Roman Kirn, dolgoletni diplomat, veleposlanik. Gospod Kirn, je tudi vas ta res visoka podpora Sloveniji in to že v prvem krogu presenetila? Vsekakor. To je bilo nekaj, kar si je nekdo v skriti mislih želel, ampak niti v sanjah pričakoval, da bi se to lahko zgodilo v prvem krogu. To je bilo presenečenje. In ravno zato, a veste, ker gre za tako prepričljivo zmago, si ta potek glasovanja, ta rezultat zasluži eno analizo, če dovolite kratko. Jaz mislim, da tukaj je ta rezultat pokazal, da ni prišlo, da volitve same niso bile ujetnik geopolitične konfrontacije. To smo večkrat omenjali v prejšnjih pogovorih. Jaz sem se tega najbolj bal. In drugič, da države, ki so glasovale,
ki jim nekako nismo zaupali, kako bodo, so se izkazale, da niso podvrgle nekim pričakovanjem tu in tam, da bo to glasovanje v bistvu eno merjenje moči med vplivnimi sferami vzhoda in zahoda. Države so se pokazale kot avtonomni subjekti, ki so odločale na osnovi drugih različnih kriterijev. O tem mogoče lahko kasneje kaj govorimo. In seveda, hkrati se je tudi pokazalo, da Belorusija s tako majhnim številom glasov, da dejansko ni izkoristila prvič tega časa, ki ga je imela od 2007 za sklepanje bilateralnih vezav in da ni izkazovala nobene posebne kampanje, sploh ni primerljivo za slovensko. Verjetno so računali, da bodo se sprehodili skozi to kot edini kandidat, ampak ne pozab, to Belorusija ni dobila, bom rekel, podpore v regionalni skupini, ni bila clean slate. To so bile tudi edine volitve, prave volitve od vseh regionalnih skupin, samo pri vzhodnoevropski skupini. Tako da to tudi ni presenečenje. In če pomislite, da je največ 15 glasov tako bilo zagarantiranih, Belorusiji se pravi, je zelo malo bilo tistih vezav, ki so jih prenesli do številke 38. In drugo, kar želim povedati pri tej analizi je, da je tak visok rezultat nam v prid Sloveniji dal v roke izredno močan, prepričljiv mandat za delovanje. To je mandat, ki upam, da ga slovenska diplomacija ne bo pozabila, res da nas ta mandat sproščeno uvaja zdaj v ta nov izziv, ampak nas bo tudi zavezoval. In pri svojem delu v varnostnem svetu, ki ima svojo agendo, ne bomo smeli pozabiti, da je to mandat, ki so nam ga dale države članice. Se pravi, da bo morala slovenska diplomacija še naprej tenkočutno prisluhniti, kaj so pričakovanja, interesi, želje, potrebe držav, ki niso v varnostnem svetu. Torej prinaša veliko odgovornost. Sigurno. Profesor Udovič, kaj je po vašem mnenju pretehtalo pri odločitvi večine članic Generalne skupščine v naš prid? Jaz vidim 3 razloge. Prvi je intenzivna kampanja in morda je ta teza, ki smo jo razvijali še mesec nazaj, da je dolga kampanja tista, ki daje pot v varnostni svet, mogoče danes se je izkazala kot napačno. Intenzivna kampanja v zadnjih 8, 6 ali pa 10 mesecih je gotovo povzročila to, da smo vzpostavili neke nove stike, da smo okrepili mogoče že obstoječe stike, da smo dali neke poudarke. Tako da ta intenzivna kampanja gotovo in poleg vseh naštetih bi tukaj dodal tudi seveda delo nekdanjega predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, ki se ga včasih pozablja, ki je tudi z svojimi mednarodnimi aktivnostmi in ugledom trasiral pot že toliko prej, torej pred zadnjim naskokom zadnjih 6 mesecev. Druga zadeva gotovo, kar je nam dalo, je bilo to, da smo se dotaknili pravih problemov. Mi smo obljubljali podnebno politiko, torej reševanje podnebnih vprašanj, reševanje voda, torej voda kot eno, prehranska varnost. Nekako delovali smo kot država, ki nima, čeprav smo člani obeh zahodnih zavezništev, nima zelo eksplicitnega tega značaja, zelo močnega. Belorusija na drugi strani ima zelo močen značaj, kam paše in dejansko, da bo neke vrste marionetna državica, zato je tudi pustila, da so drugi upravljali kampanjo namesto nje. Tako da smo ta posrednik, smo bili razumljeni kot posrednik med temi državami. Ampak to, kar je rekel veleposlanik Kern, to je zdaj izjemna priložnost in zadolžnica. Mi lahko to zapravimo jutri po jutrišnjem. To zaupanje, ki nam je položeno v zibko, moramo zdaj kultivirati. Mi moramo delati z državami, ki so nam dale to zaupanje, latinsko-ameriškimi, južnoafriškimi, afriškimi, nasploh vzhodnoazijskimi in tako dalje. Tretja zadeva pa, ki jaz mislim, je pa tudi vojna v Ukrajini. Jaz mislim, da je tudi ta plebiscitarna odločitev, ki pa je točno isti odstotek, 80%, kot smo dobili leta 1997, sporočilo po domače povedano mednarodne skupnosti, da želimo ohraniti aktualni družbeni in politični red, ki ga poznamo v mednarodnih odnosih, in da je vojna v Ukrajini velik eksces za vse države, razen seveda za tistih 38 oziroma ruska agresija na Ukrajino. Belorusija do zadnjih tednov ni vodila aktivne kampanje za izvolitev, zato si je bolj v njenem imenu prizadevala Rusija. Ali ta rezultat glasovanja kaže tudi na določeno izoliranost Rusije v mednarodni skupnosti?
Gotovo, en del kaže na to, ampak jaz ne bi vezal absolutno rezultata samo to na izoliranje Rusije. Gre tudi seveda na navezavo Rusija-Kitajska v mednarodnih odnosih, v diplomaciji pa sploh je pomembno ne samo to, kaj rečeš, ampak tudi to, česa ne izgovoriš oziroma česa ne rečeš. Tako da tu jaz sem na primer včeraj zelo natančno bral ruske medije, tiste, ki so pač dostopni od njihove tiskovne agencije in so o glasovanju poročali zelo suhoparno. Skratka, toliko glasov ta in pika in nobenega komentarja nikjer več. Tako da tu mislim dejansko, da je priložnost za Slovenijo, da pač unovči vse to, kar je in da pokaže, da pač mi to znamo. Kar se pa Rusije tiče, pa gotovo je to, kot sem rekel, sporočilo tudi dejansko, da je bila agresija na Ukrajino nekaj, kar je v neskladju z mednarodnim pravom, v neskladju z redom in da se mora takoj končati. Gospod Kirn. Ja, mogoče sam še en detalj ob tem, ko sem omenil, da te volitve niso bile ujetnik geopolitične konfrontacije. Mislim, da na tem mestu velja omeniti iz tistega, kar mi vemo, da je tukaj svojo pozitivno vlogo očitno odigrala Kitajska. Mi ne bomo nikoli verjetno zvedeli, kako je glasovala, to tudi ni pomembno. Pomembno je tisto, kar smo prej slišali, da ni delovala proti nam in očitno, da ni tudi delovala v prid Belorusiji, predvsem pa iz pragmatičnih razlogov. Veste, ne zato, ker bi imeli Slovenijo radi, niso odprli vrata neki konfrontaciji. V tem pogledu je tudi kitajska politika zelo pragmatična in moram reči, da je to en pozitiven znak tudi za celo mednarodno skupnost. In to velja imeti v vidu, ko se bomo spraševali, kako naprej razvijati odnose s Kitajsko. Gospod Žbogar, v tej kampanji ste obiskali Kitajsko, imeli ste stik s kitajskimi oblastmi, govorili ste o pozitivnih vtisih, ne, po teh pogovorih. Ja, zelo pozitivnih. Jaz sem bil prvi sogovornik, ki je bil sprejet na Kitajskem po odpravi covidnih ukrepov v začetku januarja. Prvi pogovor, ki ga je imel moj sogovornik Deng Li v živo po 2 letih ali koliko je že bilo te karantene. Ravno tako me je tudi sprejel zunanji minister, novi zunanji minister, in ravno tako kot prvega tujega sogovornika oziroma gosta v Pekingu na precej dolgem razgovoru. Tako da to so bili taki prijetni signali, da je Kitajska pripravljena, da nas jemlje kot enakopravnega partnerja, da se pripravlja z nami pogovarjati, da se pripravlja z nami pogovarjati tudi o delovanju v varnostnem svetu. Seveda se niso opredelili do tega, kako bodo glasovali, tako kot se druge stalne članice tudi ne opredeljujejo. Potem je pa Kitajska poslala kar še nekaj pozitivnih signalov do volitev, ki so bile včeraj, na razne načine, tako da smo kar prepričani, da, tako kot je rekel veleposlanik Kirn, da niso delovali proti nam, niso spodbujali drugih, da ne glasuje za nas oziroma se niso angažirali v tej kampanji na nobeni strani. Kako so glasovali, seveda to je njihova stvar in tega ne bomo zvedeli, ampak mislim, da smo zadovoljni. Tudi takoj po glasovanju je kitajski veleposlanik pristopil k ministrici, izrazil interes za konzultacije glede dela varnostnega sveta, za tesno povezovanje, tako da mislim, da je to, tako kot je rekel veleposlanik, potrebno imeti v ziru, tudi ko bomo razmišljali o naših odnosih s Kitajsko nasploh, kot tudi o odnosih Evropske unije s Kitajsko. Mislim, da je treba imeti tudi tam eno trezno glavo. Morda samo še to glede kampanje. V kolikšni meri so nam pomagale članice Evropske unije in tudi Združene države Amerike pri lobiranju za ta sedež? Zdaj glede tele naše kampanje, kot ste videli, Belorusija je, glavni argument Belorusije proti naši kampanji je bil ta, da smo kandidatka, da nismo svoja kandidatka, da smo pač kandidatka nekoga drugega, zahodnih držav, da v bistvu smo neka lutka, ki bo pač zastopala interese drugih držav v varnostnem svetu. Naš interes je bil, da se v tej kampanji dokažemo kot država, ki ima svojo kandidaturo, da je to naša kandidatura,
s svojimi prioritetami in da bomo tako tudi delovali v varnostnem svetu. In očitno po rezultatu včeraj smo bili v tem prepričevanju relativno uspešni, kajti navsezadnje bi se lahko nekatere države tudi vzdržale, če bi verjele tej tezi, da smo pač neka lutka nekoga tretjega ali pa Združenih držav Amerike. In tako smo se ravnali tudi pri pomoči tretjih držav. Dobivali smo ponudbe tretjih držav za pomoč, s tem, da smo vse prosili naj pustijo nam, da delamo kampanjo, da se želimo predstavljati sami, in smo zelo selektivno izbirali, koga smo prosili za pomoč. Evropska služba nam je bila v veliko pomoč, posebej ker v afriških državah nimamo svojih veleposlaništev in so precej logistično nam izjemno pomagali. Ravno tako v Addis Abebi, kjer smo odprli predstavništvo in kjer je sedel naš posebni odposlanec Franci But, mu je evropska delegacija namenila pisarno v sami Evropski hiši, takoj ob veleposlanici, in mu nudila tudi vso logistično pomoč. Tako da moram reči, da nas je služba Evropske unije resnično zelo dobro podpirala, potem pa tudi nekatere države članice Evropske unije smo posamično prosili za posamezne države, da nam pomagajo vzpostavljati kontakt, in to je bilo v glavnem to. Profesor Udovič, odzivi, tudi notranje politični odzivi na izvolitev so bili pozitivni, ali to po vašem mnenju nakazuje, da bo tudi slovenska zunanja politika v prihodnjih letih bolj poenotena? Jaz si vsekakor želim tega in tudi želim si tega dejansko, da bomo prioritete postavili skupaj v Državnem zboru, na odboru za zunanjo politiko, prioritete našega torej članstva in seveda tudi predsedovanje Varnostnemu svetu, in želim si, da ne bi bilo več osamelih glasov takih ali drugačnih, ker to je naš skupni projekt, to je naš skupni uspeh, to je uspeh dejansko naše zunanje politike, naše države, na katerega moramo biti vsi skupaj ponosni. Kako pa ocenjujete nedavni poziv nekdanjega zunanjega ministra Rupla, da naj Slovenija prepusti kandidaturo za varnostni svet v Ukrajini? Slovenija je demokratična država, v tej državi ima lahko vsak pravico do tega, da napiše karkoli želi. Jaz mislim, da je bila pot ministrstva prava in rezultat jo potrdil. No, v nadaljevanju predlagam, da najprej prisluhnemo pogovoru z nekdanjim predsednikom republike, diplomatom, tudi nekdanjim slovenskim veleposlanikom pri OZN Danilom Türkom. Posneli smo ga tik pred oddajo in za začetek smo ga povprašali, kako komentira rezultat včerajšnjega glasovanja za nestalno članstvo v Varnostnem svetu. To je bila seveda zelo imenitna zmaga, zelo dober dosežek v diplomaciji, odličen dosežek. Seveda zdaj gredo s tem tudi velika pričakovanja, tako pri nas kot tudi v Združenih narodih. In treba bo videti, kako bo Slovenija pristopila k vsem tem temam, s katerimi se bo ukvarjala v prihodnjih 2 letih in pol, tako rekoč. Zato seveda se moramo zelo veseliti tega dosežka in tudi razmišljati, kako bomo iz tega dosežka napravili dobro zunanjo politiko za naprej. Ker tole nam bo omogočilo dobiti veliko širši pogled in veliko večje odgovornosti na zunanje političnem področju, kot smo jih navajeni. Vedeti pa moramo še nekaj. Slovenija je poleg članstva v Varnostnem svetu izvoljena tudi v Ekonomski in socialni svet. In pa tudi začela svoje delo. In to je, veste, biti v teh 2 glavnih organih Združenih narodov je stvar, ki jo običajno prakticirajo samo zelo velike države, kot recimo Nemčija, Japonska ali pa stalne članice Varnostnega sveta. Manjše države težko kdaj pridejo do izvolitev v oba organa. No, za nas je tako, da imamo to izvolitvijo priložnost dobro kombinirati teme, na eni strani varnostne in politične, na drugi strani ekonomske in socialne, in to povezati eno celoto. Mislim, da smo tega sposobni, kolikor poznam potencial slovenske diplomacije, verjamem, da je to sposobna narediti. Je pa važno, da bo zdaj v kratkem nastavljen dober kadrovski in vsebinski plan.
In verjamem, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve znalo poskrbeti za to. Omenili ste Slovenijo kot manjša država, tudi članica Evropske unije. Pravzaprav, koliko možnosti bomo imeli za proaktivnost, da na agendo varnostnega sveta pridejo naše prednostne naloge, torej te teme, ki jih želimo mi izpostavljati? No, s tem je tako kot z vsemi podobnimi rečmi v življenju. Veste, človek ima toliko priložnosti, kolikor si jih naredi. Evropska unija je navsezadnje tudi prostor, kjer bomo lahko določene od naših idej uresničevali in jih po možnosti preko celotne Evropske unije tudi plasirali Združene narode. To bi bila idealna situacija. Seveda, življenje ni idealno, zato ne smemo pričakovati, da nam bo to vselej uspevalo, ampak vse skupaj je zdaj priložnost za čim večjo samozavest in čim manj tiste, veste, na pol strahopetne pozicije, ki včasih opažamo v slovenski zunanji politiki, ko si ne upamo imeti lastnega mnenja in raje sledimo drugim. Tega bo moralo biti čim manj. Mi imamo zdaj tak položaj v Združenih narodih, da se od nas pričakuje misliti z lastno glavo. To pa je seveda v diplomaciji težko, ker je tam veliko takih, ki bi raje videli, da mislimo z njihovo glavo, ne z našo. No, in tu bo potrebno neko določeno delo, tudi usklajevanje, tudi neke politične hrabrosti in modrosti in seveda posvetovanja. Mi imamo recimo v varnostnem svetu odlične sogovornike, Švico, recimo Alžirijo, Japonsko, še nekatere druge države. In seveda so tu potem stalni člani. Jaz mislim, da je zelo zanimivo, kako nam je v tej kampanji prišla nasproti Kitajska. To je zanimivo, rekel bi, zanimiva priložnost za prihodnje. Tudi s Kitajsko bi morali uvesti zelo temeljita, poglobljena posvetovanja in zelo pogosta posvetovanja, ker mislim, da bo Kitajska za naša mnenja zainteresirana. Kaj bi po vašem mnenju še morali storiti v naslednji polovici leta, torej do začetka našega članstva? No, mislim, da bi se morali predvsem dogovoriti, da imajo diplomatske misije, ki bodo opravljale svoje glavne naloge v zvezi s članstvom v varnostnem svetu ter v ekonomskem in socialnem svetu, ustrezno polje svobode. Veste, treba je določiti prioritete, treba je določiti generalni okvir delovanja in potem najti eno primerno razmerje med usmerjanjem, ki mora prihajati iz Ljubljane, iz Slovenije, in samostojnostjo, ki je nujna za to, da diplomacija kreativno dela. To razmerje med usmerjanjem iz centra in samostojno diplomatsko pobudo na mestih, kjer se diplomacija dogaja, je po mojem mnenju najpomembnejše. Ni treba, da se čisto vsaki stvari razpravlja na politični način. Veste, diplomacija mora imeti neko polje lastne kreativnosti. Tako, to je bil torej pogovor z Danilom Tirkom. Gospod Kirnc, po vaših izkušnjah, kako samostojne so te misije v OZN, v varnostnem svetu pri svojem delovanju? Veste, to je samostojnost, kreativnost, sposobnost diplomatov se ravno v tem kaže, kako znajo dani prostor izkoriščati. Ampak verjemite, tudi čas našega predsedovanja bo prinesel zelo kočljiva vprašanja, kočljive teme in prostor v ovalni mizi, kjer se o tem razpravlja, to ni prostor, ki nudi neko zavetje, brezveterje. Tam se ne moreš skrivati za nekom drugim. Tam ne moreš čakati, da se bo odločil namesto tebe nekdo drugi. Tam se moraš na licu mesta opredeljevati in odločati. In zato jaz pravim, vkolikor ne bomo imeli jasno razdelanih stališč do vseh potencialnih vprašanj in jasna načela, na osnovi katerih bomo delali, ki nam bodo pomagala nasloviti vprašanja, ki bodo padala na mizo, veste, potem bo izredno težko ohranjati videz, bom rekel, samostojnega, neodvisnega akterja. Zato pravi, ena prvih stvari, ki jih bo zdaj treba narediti, jaz ne vem, če je že ministrstvo začelo delati, mora izdelati natančen dosje vseh zadev, ki so na dnevnih redih varnostnega sveta. Dosje, ki mora vključevati tudi stališče Slovenije. In seveda, zdaj, diplomati so opolnomočeni, vsekakor morajo na najboljši način izkoristiti ta prostor, kajti ne da se vse z instrukcijami. Potem se diplomati povlečejo v drugo sobo, kjer so debate in tam se mora pokazati inventivnost, kreativnost posameznih
veleposlanikov, kako vodijo to debato. Ne. Zato je tudi pomembno, ne, kako bo veleposlanik usposobljen, da to dela. No, ampak če zdaj izvzamem pa situacije, recimo, do katerih lahko pride in ki so skrajno politično kontaminirane. Tam bo ključno, ali bo Slovenija obranila obraz neodvisne, samostojne države, ki razmišlja svojo glavo. In tu mora biti komunikacija med New Yorkom in Ljubljano, kjer mora biti vključen tudi Državni zbor, OZP, tekoča, pretočna, da se ta stališča usklajujejo. Vsakršna dihotomija tukaj bo lahko slabo vplivala na imidž naše države. Jaz pravim, da bo delo v varnostnem svetu, veste, bo za nas, za našo diplomacijo test verodostojnosti in pokončnosti. Zato seveda ni možno pričakovati, da bodo veleposlaniki sami od sebe odločali o ključnih, pomembnih zadevah, ki bodo prihajale. Tu je najmanj potrebno stvari uskladiti z Ljubljano. In jaz se bojim, v preteklosti je bila Slovenija priča mnogim situacijam, ko se je na najvišjem vrhu v vladi spremenilo odločitev kot posledica pritiska ene od vplivnih držav. Takim situacijam se bomo morali izogniti. Jaz napovedujem, da do takih situacij bo prihajalo, ker je vedno prihajalo. In v 2 letih se zna zgoditi to tudi nam. In na to moramo biti pripravljeni, da, kot sem že rekel, da naš čoln ne bo premetavalo levo in desno. Gospod Žbogar, kako bodo torej potekale priprave v naslednje pol leta vse do začetka našega članstva? Ja, članstvo začne 1. januarja, je pa tako, da 1. oktobra že vstopimo v varnostni svet kot opazovalci, brez pravice glasu, pa vendarle lahko sodelujemo pri delu varnostnega sveta, dobivamo vsa gradiva, tako da neformalno se moramo pripravljati na to, kot da vstopimo 1. oktobra. Kot je predsednik Türk rekel, čakajo nas kadrovske in vsebinske priprave, se pravi, da dokončamo kadrovsko sestavo misije v New Yorku, da sestavimo dokončno skupino v Sloveniji, ki bo koordinirala in ki bo vez med Ljubljano in New Yorkom. In seveda, da naredimo seznam prioritet, kot je tudi dr. Utovič pregovoril. Potrebno je, da oblikujemo prioritete, glede katerih se bomo široko konzultirali, ki jih potrdi vlada in ki bo na koncu potrdil tudi odbor za zunanjo politiko ali pa se vsaj z njimi seznanil. In to bomo začeli takoj po povratku v Slovenijo, najprej neformalni pogovori, malo brainstormingu o tem, kaj bi bile naše prioritete. Vse prioritete že imamo veliko, ker smo od njih že sedaj govorili, tudi veliko smo slišali, kaj države od nas pričakujejo. Potrebno je sedaj to samo še strniti v neke konkretne prioritete, ki imajo tudi neko realno osnovo za uspeh. Mi smo rekli, da v varnostni svet ne bomo vnašali tem, ki bi dodatno polarizirale varnostni svet, da želimo delati na temah, ki bodo vodile k nekim rešitvam, tako da to bo potem zdaj, to nas čaka v naslednjih mesecih do septembra, da pripravimo pač ta celostni kadrovski in vsebinski načrt. No, članstvo bo tudi velik zalogaj za diplomacijo majhne države, kot je Slovenija. Kako boste kadrovsko okrepili tako misijo pri OZN, kot tudi zunanje ministrstvo? Kadre imamo, kolikor jih imamo v okviru sistema. Mi smo misijo že krepili v zadnjih mesecih. Dokončno bomo ravno danes imeli pogovor tukaj v misiji, katera je tista številka, ki jo potrebujemo. Govorili smo o 20 diplomatih, kar bo sicer ena najmanjših misij, pa vendar primerljiva recimo z misijo, številom, ki jih je imela Estonija ali pa Malta ali pa nam podobne države, tako da verjetno bo
potrebno še nekaj diplomatov poslati v New York do jeseni. Znotraj ministrstva pa obstajajo že sedaj vsi tile sektori, ki bodo morali sedaj še bolj pokrivati te teme, od sektorja za Afriko, kjer se večina tem dogaja, do sektorja za Bližnji vzhod, Azijo, Latinsko Ameriko. Kar bo potrebno vzpostaviti, je koordinacijsko skupino, ki bo pač, kot sem prej rekel, ta vez med ministrstvom oziroma sektorji in delegacijo oziroma misijo v New Yorku. Tako da tam to bo neka manjša skupina, ki bo sestavljena iz diplomatov, ki so že v ministrstvu ali pa v službi v tujini. Gospod Kirn, nekje ste omenili, da bi Slovenija morala imeti celo 2 veleposlanika v Organizaciji Združenih narodov, da bi se torej eden posvetil zgolj delu v Varnostnem svetu. No, nisem mislil, da mora imeti. Jaz sem to blagohotno priporočil zunanjemu ministrstvu, ker to je praksa, ki se mnogo države poslužujejo. Iz 2 razlogov, veste, to je obseg dela je takšen, da se tej formuli, temu modelu, pač, da ga uporablja veliko število držav, ki se znajdejo v takem položaju. Drugič, način dela v OZN je takšen, da vsi v palači Združenih narodov pa izven pričakujejo udeležbo veleposlanika. Ne? In če imaš ti 2 v statusu veleposlanika, potem se je lažje razdeliti te dolžnosti. In mislim, da če hočemo dobiti največji možni izplen iz našega dela v Varnostnem svetu, mislim, da je smiselno razmisliti o tej formuli 2 veleposlanikov. Ampak če dovolite zdaj, ker je tudi državni sekretar Žbogar zdaj govoril o teh pripravah na popolnjevanje kadrov. Jaz verjamem, ne, da bodo tenkočutno te stvari obravnavali, premislili, in jaz mislim, da ni najbolj pomembna tista številka. Sej kolega Žbogar bo vedel, koliko jih je imel veleposlanik svojih sodelavcev. Važno je tisto trdno jedro usposobljenih diplomatov, ki so nosilci. Tudi druge države tako delajo. Se pravi, ljudje, ki ne bodo spoznavali šele, kaj je multilaterala, kaj je delo v OZN 1. januarja drugo leto, ampak ki bodo že imeli predznanja. In vsak takšen diplomat pa ima lahko 2 do 3 asistente, ki mu, bom rekel, prinašajo, odnašajo. In ti asistenti lahko vključujejo in mlade diplomate v MZZ, in pripravnike, ki so trenutno, in študente, stažiste. Mislim, da bi lahko se spomnili, kakšen model smo imeli, ko smo predsedovali v EU, tudi v New Yorku, kjer smo imeli skupino študentov ta čas, in to je bilo v pomoč misiji in hkrati je bila to ena velika investicija v kadre za prihodne generacije. No, prej ste omenili, da mora imeti država izbrušena jasna stališča in poenoteno zunanjo politiko. Gospod Kirn, se morda spomnite kakšne nestalne članice Varnostnega sveta, ki ni izkoristila svojega položaja, ki je slabo opravila svoje delo, recimo? Poglejte, to je vse odvisno od situacije. Meni je najbolj živo v spominu situacija, ki je nastala z napadom na Irak. Zato pravim, da članstvo v varnostnem svetu pomeni lahko velik izziv, zadovoljstvo, odgovornost, ampak verjemite, mnogi veleposlaniki so se znašli v situacijah, ko so obžalovali, da so kadarkoli se podali na ta posel, zato ker predsednik Türk je rekel, da je treba opolnomočiti veleposlanike. Zdaj si pa predstavljate, da imate kočljivo mednarodno temo in da ti si prepričan o eni poti rešitve, dobiš pa inštrukcije drugačne, tudi kot posledica lobiranja. Veste, velike države ne lobirajo na sedežu OZN, ampak gredo v prestolnice in tam lobirajo in ti dobiš instrukcijo, da moraš tako in tako glasovati. Najbolj očitni je bil to primer Mehike, kjer je veleposlanik moral odstopiti, zato ker ni deloval v skladu s pričakovanji prestolnice glede situacije v Iraku. Tako da takih situacij je lahko
veliko in mi moramo biti tudi na te stvari pripravljeni. In verjemite, veliko lažje bo veleposlaniku zdržati te pritiske, če bo vedel, da doma ni nikogar, ki bi podlegal tem pritiskom, da bo vedno doma imel podporo za stališče, ki se mora sicer skupno sprejeti, ampak da ne bomo menjali v času igre naših stališč in s tem postavljali in veleposlanika in celo ekipo v nelagoden položaj v New Yorku. Profesor Udovič, koliko smo samostojni pri odločanju v varnostnem svetu, kot članica Evropske unije in ne nazadnje tudi kot del zahodnega sveta? Mislim, načeloma smo samostojni. Seveda imamo neke zaveze do Evropske unije in do NATO, katerih člani smo, in seveda tudi drugih mednarodnih organizacij, ampak načeloma smo samostojni. Se moramo pa zavedati, po mojem, ene druge zadeve, ki je po mojem bolj problematična, pa jo premalo izpostavljamo. Že jutri, če ne že danes, bodo stalnih 5 članic začelo trkati na mladiko in začelo postavljati nekako svoje prioritete in nas skušalo prepričati, kako bi bilo dobro, da sledimo njihovim prioritetam. V svetu, v katerem smo, ne pozabimo, da bo tudi Ruska federacija brez težav prišla potrkati in ZDA in Kitajska in vsi nas bojo prepričevali dejansko, da je samo njihova pot prava. Tako da tu se jaz strinjam z veleposlanikom Kirnom, da moramo opolnomočiti misijo v New Yorku, bi pa zelo močno poudaril, da moramo opolnomočiti tudi strukturo doma. Mene skrbi, da samo koordinacija med sektorji, kjer se bodo koordinirala stališča, pa se bodo uspela skoordinirati ali ne, bo premalo oziroma premalo odzivna. Pritiski, ki se bodo zgodili strani stalnih in nestalnih članic, bodo veliki, začeli se bojo takoj. Tako da jaz bi vsekakor predlagal, da bi naredili že prve korake mi sami in da bi z novoizvoljenimi nestalnimi članicami, ki so bile včeraj novoizvoljene, tudi mogoče se že sestali na nekem neformalnem posvetu, da sploh vidimo, kakšne so njihove prioritete, kje se naše prioritete križajo z njihovimi, kajti upor ali pa odpor, bolje rečeno, proti pritiskom je najlažje to, če imaš argumente, če veš, kaj je tvoja smer. Tako da načeloma smo del zahodnega sveta, vrednostno, mentalitetno smo gotovo del tega sveta, ampak smo pa samostojni, kajti diplomacija se dela v odtenkih, ne dela se v radikalnih stališčih, ampak v odtenkih, kako neko stvar poveš oziroma kako neko stvar zapišeš. No, naprimer, Francija je stalna članica varnostnega sveta, hkrati članica Evropske unije, verjetno se bomo z njo redno usklajevali, ne? Mislim, načeloma se moramo usklajevati z vsemi 14 plus, ne, gotovo se bomo s Francijo usklajevali, če ne drugo v Bruslju, gotovo se bomo morali usklajevati z Veliko Britanijo, čeprav formalno ni v Evropski uniji, ampak jaz ne bi rekel dejansko, da se moramo s Francijo prav posebej usklajevati, ker je Francija drugačna, ker je članica Evropske unije. Ker potem pogledate Veliko Britanijo, pogledate ZDA, ki so članice NATO, konec koncev, veste, Kitajska nam ni nasprotovala, tako da jaz tu ne bi izvajal nobene države. Kar bi rekel, da pač moramo jasno imeti prioritete, jih hierarhizirati in na podlagi tega tudi določiti svojo vrednostno agendo in ji biti zvesti. To je po mojem najbolj pomembno. Ja, jaz se bojim, da mnogi bodo razmišljali v to smer, a ne. Češ, vsej smo članica Evropske unije, vsej bo nekdo drug namesto nas odločil in to breme odgovornosti prenašati. Ponavljam, to breme odgovornosti v varnostnem svetu ne moramo prenašati na nobenega drugega. Nam ničesar ne odvzame te potrebe po samostojnosti, niti članstvo EU, niti članstvo v NATO. Mi moramo delovati sami kot nacionalna država. Tudi s Francijo se nam ni treba usklajevati. Veste, tudi Francija se ne usklajuje z Evropsko unijo. Edina stvar, ki ni predmet usklajevanja znotraj EU, je delo v varnostnem svetu. In jaz sem sedel na mnogih sestankih, kjer sta Britanija, Velika Britanija in Francija, ona sta samo informirala vse ostale. Poslušala, sprejeli tisto, kar je, ampak nobenega usklajevanja tukaj ni bilo. Popolna avtonomija je bila za stalne članice. In tudi nestalne članice v tem pogledu imajo avtonomijo. One se na koncu morajo same odločati. Seveda v skladu z enimi vrednotami, splošno politiko, tudi ko izvaja Evropska unija, ampak ne da gre za usklajevanje, da bo Slovenija na mizo v varnostni svet prinesla stališča od Evropske unije. Temu ni tako. Veste, mi, ko smo šli v to kampanjo in ko so govorili o cilji, sem rekel, seveda,
kaj želimo doseči s tem? Ja, mednarodni ugled in prestiž. Veste, mi tega prestiža ne bomo dobili zgolj z dejstvom izvolitve v to nestalno članico, ampak s tem, kako bomo to svojo nalogo opravljali. To pa pomeni, ali bomo stali kot verodostojen partner, a ne, ki bo užival spoštovanje in zaupanje tudi pri vseh drugih članicah. Šele to nam bo prineslo ugled in prestiž. Gospod Žbogar, izvolite. Prav na to temo sem hotel nadaljevati v bistvu to razpravo. Najprej to, kar je rekel veleposlanik Kenan nazadnje glede ugleda, je zelo res. 153 držav predstavlja seveda veliko stvari, krepi našo samozavest v doma in v mednarodni skupnosti, predstavlja pa tudi veliko odgovornost. In kar nekaj držav afriških držav nam je reklo, da pač nam verjamejo, nam zaupajo, ampak da so bile tudi že druge države v preteklosti, ki so jim podobne stvari govorile, potem, ko so prišle v varnostni svet, so se pa obnašale drugače. In da če bomo to storili, potem bomo izgubili zaupanje za kar nekaj časa. Tako da to je resnično članstvo v varnostnem svetu, te 2 leti je priložnost, da gradimo neka nova partnerstva v korist Slovenije. Lahko moramo biti pa zelo previdni, da si ne poslabšamo odnosov z partnerji v izven evropskem svetu. Tako da ta odgovornost do 153 držav, o kateri je govoril tudi predsednik Turk, je zelo velika in to pomeni, da moramo resnično v varnostnem svetu delovati svojo glavo, imeti neko svojo politiko, ki je pa seveda okvirjena v politiki Evropske unije, ki jo sooblikujemo. Mi seveda ne moramo imeti ene politike znotraj Evropske unije, druge pa znotraj varnostnega sveta, ampak mi sooblikujemo evropsko zunanjo politiko Evropske unije, še vedno velja konsens odločanja o tem v Evropski uniji, tako da mislim, da to ni združljivo. Evropska politika, zunanja politika Evropske unije je okvir, znotraj katerega pa seveda so zelo različne nianse in tu moramo mi kazati neko svojo samostojnost. Glede posvetovanj z nestalnimi članicami, vsekakor mislim, da smo to že začeli. Ministrica se je že slišala z alžirskim ministrom, danes se bo slišala s kenijskim ministrom. Oni so bili v varnostnem svetu nedavno in v načrtu imamo posvetovanja resnično z vsemi stalnimi, oziroma ne vem, če z vsemi, ampak z večino stalnih članic varnostnega sveta, kot tudi z nestalnimi članicami varnostnega sveta. Pogovarjamo se že o Švici, pogovarjali smo se o Braziliji, ko sem jaz bil v Braziliji, ki odhaja zdaj iz varnostnega sveta, pogovarjamo se s Kitajsko, tako da ja, ta posvetovanja so izjemno pomembna, tako da tudi mi bi si želeli z vsako od držav v varnostnem svetu najti vsaj eno temo, kjer bi imeli skupne interese in na njih delali. Tako da in na ta način razvijali odnos, razvijali partnerstvo z raznimi državami članicami varnostnega sveta, na ta način tudi pomagali reducirati, zmanjševati to polarizacijo, ki obstaja znotraj varnostnega sveta. Zato smo govorili, da naš slogan je gradimo zaupanje za boljšo prihodnost, zato da zagotovimo prihodnost. In prav to graditev zaupanja, pri katerem smo bili uspešni v sami kampanji z državami generalne skupščine, to graditev zaupanja želimo nadaljevati znotraj varnostnega sveta. Gospod Žbogar, kako pa bo Slovenija v varnostnem svetu sodelovala z Rusijo? O tem še nimamo prav neke predstave. Zaenkrat to bo treba malo preštudirati, tudi pogovarjali se bomo z drugimi članicami varnostnega sveta, kako to sodelovanje sploh poteka. Dejstvo je, Ruska federacija je
je agresor, krši ustanovno listo Organizacije Združenih narodov, pa vendarle za delo Varnostnega sveta države članice sodelujejo tudi z njimi. Kako to poteka, bomo ugotovili v konzultacijah z drugimi državami in potem se temu primerno tudi odločali glede našega ravnanja. Torej, znane so prednostne naloge našega članstva v Varnostnem svetu: človekove pravice, ženske, varstvo okolja, pitna voda, preprečevanje